našo tiskovno konferenco. Moram reči, da v imenu ZIP-a sem vesel, da vas je toliko, ko sem prišel po 11 sem, so bili prepričani, da bomo rabili samo to mizo, da pa to dost, pa očitno ni. Tako da, hvala. Tukaj je še nekaj prostora, če želite bolje videti in slišati, vidite na tole strani. Še enkrat v imenu ZIP-a, torej lepa hvala vsem, ki ste prišli in pa lepa hvala vsem, ki že podpirajo projekt. Za začetek je to Ministrstvo za kulturo, ki ne samo, da je dalo nam prostor in je v tem smislu tudi gostitelj celega dogodka. Z nami je tudi minister za kulturo Anton Peršak. Lep pozdrav, izvolite. Najprej hvala za vabilo. Jaz sem res prišel samo pozdraviti, glede na to, da je ta konferenca med, kako bi rekel, delovnim časom, polnim različnih obveznosti. Res pa je to, kot je bilo rečeno, da je tema, s katero se ukvarjate in s katero se boste ukvarjali tudi danes, ni neposredno v pristojnosti našega ministrstva, je pa v interesnem polju našega ministrstva in mi si prvič vemo, da je na tem področju zelo veliko stvari še nedorečenih pri nas v Sloveniji, pa ne samo pri nas, tudi če kje druge so še dežele, kjer so razmere še veliko slabše, nažalost. Po drugi strani je pa zelo pereča oziroma zelo odprta glede na to, kar se dogaja v kontekstu tako imenovane digitalne preobrazbe, ki marsikaj postavlja na novo in celo na novo, kot sem že imel priložnost opaziti, postavlja mogoče, začenjajo ljudje celo svoje interese nekatere gledati na drug način, kot so jih gledali mogoče še pred 10 leti, ko so bile okoliščine pač drugačne, kot so s tem vedno bolj vseobsegajočim digitalnim okoljem danes. Tako da tudi iz izkušnje društev, katerih član sem jaz, sam vem, da je to zgodba, ki ni nikoli končana, ena majhna zmaga recimo na področju uveljavljanja avtorskih pravic odpre vrsto novih vprašanj in jaz predpostavljam, da ta sestanek najbrž ni prvi in gotovo pa ni zadnji. Danes je sicer, kot tam piše, tema relativno fokusirana, tem je pa na tem področju ogromno. Jaz lahko rečem samo to, da Ministrstvo za kulturo seveda podpira ta prizadevanja, ne nazadnje je večina tistih, ki so pri spoštovanju, nespoštovanju, pri problematiziranju avtorskih pravic najbolj prizadeti, vsaj posredno tudi naših, kako bi rekel, ne bom rekel strank, to malo zveni malo čudno, ampak so ljudje, ki jih Ministrstvo za kulturo pokriva, tako da, kot pravim, vaš interes je hočeš, nočeš in prav je tako tudi interes Ministrstva za kulturo. Hvala, želim vam zelo uspešno delo in se opravičujem, ker pač ne morem biti zraven. Hvala. Hvala lepa gospodu ministru in tudi Ministrstvu za kulturo. Kot bomo kasneje, oziroma kot bojo kasneje predstavniki združenja povedali, je ena od glavnih vodil oziroma nalog združenja predvsem osveščanje. Osveščanje ljudi o tem, zakaj in kako je treba spoštovati avtorske pravice in vse ostalo. In za osveščanje in za vzgojo je v glavnem, vsaj pri otrocih, pri nas pristojno Ministrstvo za šolstvo.
in zato so tudi zelo zadovoljni, da je Ministrstvo za šolstvo eden od podpornikov projekta. Kaj pa Ministrstvo za šolstvo že počne v tej smeri, pa bo več povedal Aleš Ojsteršek iz Ministrstva za šolstvo. Prosim, hvala. Lep pozdrav. Lep pozdrav tudi v imenu ministrice za izobraževanje, znanost in šport. Danes bi lahko ali pa bi želel spregovoriti, kaj trenutno ministrstvo na tem področju počne. Pokazali bi tudi nekaj podatkov o stanju na tem področju, sicer predvsem pogled v kurikul. Sicer pa pozdravljamo tovrstna združenja. Absolutno si izobraževanje v času hitrega prenosa znanj ne domišlja, da je edino pristojno za osveščanje ali pa za izobraževanje. Tukaj je število tistih, ki v tem procesu sodelujemo dnevno, se dnevno izredno veča. Tako da, kot je bilo v lanskem letu v medijih občutno bilo te teme več, ko je ministrstvo skupaj z šolami in združenjem Sazor uspelo zaključiti prvi del procesa glede urejanja tega vprašanja v šolah. Bi s to temo začeli. Gre za dve zadevi, se pravi eno, kako same šole spoštujejo to in kakšen dogovor je bil dosežen, drugo pa, kaj se o tem poučuje v šolskem prostoru. Da dobimo kratek uvid, danes bom zelo kratek. Se pravi, da se spomnimo, desetletje je trajalo, da smo prišli do tega, vendarle pa je lani to uspelo in s tem šolskim letom v šolskem prostoru velja prehodni dogovor, sporazum, ki je sicer za nedoločen čas, vendar v 3-letnem obdobju smo si pa strani zagotovile možnost, da proučimo, kaj se dejansko dogaja. Sklenjen je bil sporazum, ki določa pogoje, kaj se in pod kakšnimi pogoji v tem obdobju sme in koliko to košta. Ravno v teh dneh je pripravi sklep za plačilo, se pravi, ministrstvo bo šolam nakazalo sredstva in šole bodo plačale račune, ki jih je združenje Sazor poslalo na šole in seveda s tem je pa šolnikom omogočen določena raba, se pravi fotokopiranje pod sporazumom določenimi pogoji. V letošnjem letu je v pripravi še imenovanje odbora, ki bo izvajanje tega sporazuma spremljal in pa tik pred štartom je izvajanje raziskave po šolah. Se pravi, šlo bo za neke meritve, da dobimo dejansko pogled, ali je ta cena, ki je zdaj dogovorjena. Dogovorjena je okvirno okoli 2 evra na dijaka, na učenca na leto in se plača v enkratnem znesku. Mesec plačila obračuna, torej za to šolsko leto pa je junij. Tukaj smo veseli, da izvajanje teče, se pravi, šole so v veliki meri pristopile k podpisu pogodbe, ne vse, v pretežni večini pa da. Ko govorimo pa o drugi današnji temi, pa predlagam, da se na kratko sprehodimo skozi tole študijo, ki je bila opravljena v evropskem prostoru, je iz septembra 2015, črpa se iz nacionalnih podatkov, omrežje Euridisi, ki deluje znotraj Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ponavadi zbira te podatke. Enote Euridisi so po vseh ministrstvih držav članice Evropske unije in opravljen je bil pregled, kako se vsebine intelektualne lastnine umeščajo v učne načrte. Pregledanih je bilo 5 predmetov, kar prvotna analiza je pokazala, da tukaj znotraj se najde največ vsebin. In sedaj nismo prevajali za današnji dogodek, da
bi javnost dobila občutek, koliko česa je ali pa koliko česa ni, sem pripravil nekaj izvlečkov. Za novinarje imam nekaj izvodov, povzetka za slovenski prostor, medtem ko sama študija je pa na voljo v spletu. Recimo, če pogledamo avtorske pravice, zdaj legenda, da pomaga, barve so vertikala, se pravi predšolska, osnovnošolska in potem srednješolska. Danes se ne dotikamo visokošolskega prostora in vidimo, da se Slovenija praktično pojavi povsod, se pravi naš kurikul je, kar se tiče tega, tukaj ni siva lisa. Pokazali bomo potem nekaj primerov, kjer pa sive lise so. Se pravi, ko govorimo o plagiatih, o blagovnih znamkah, o dizajnu, vidimo, da slovenski SI, se pravi Slovenijo, najdemo pa tudi sive lise. Še en mogoče občutek se mi zdi iz te študije, navedeni so, gre za precej obsežno študijo, preko 100 strani, en primer slovenskega prostora, se pravi, kako je Slovenski urad za intelektualno lastnino, primer dobre prakse, kar je prevedel enih gradiv, ki jih lahko učitelji uporabljajo pri poučevanju teh tem, potem pa še neki izvlečki, ki predstavljajo tukaj še en primer, da boste imeli občutek zelo nazorno pokazano, kako se vsebine intelektualne lastnine pojavljajo pri predmetu umetnost. Kot vidite, na vijolični barvi, se pravi, že govorimo o poklicnem izobraževanju, tega ni. Želimo pač izpostaviti, da to študijo razumemo kot orodje za pomoč v skupnem prizadevanju, da stanje vendarle izboljšamo. Ne razumemo ga kot slabo, ocenjujemo celo, da je nadpovprečno, vidimo pa, da to ne zadošča. Tako da na koncu je še en tak hiter tabelarni pregled te študije za 33 držav pripravljen, ne samo za države članice Evropske unije, ampak tudi za nečlanice. Mogoče se nekoliko slabše vidi, ampak praktično boste videli, da ni vsebine, ki je učencu ne bi podajali. Mogoče je izjema, da pri predmetu aktivno državljanstvo, citizenship, kot vidite, v drugih državah to materijo obravnavajo, v našem primeru ne. Se pravi, pač se to obravnava drugje. Za zaključek še, kako naprej. Kot smo že dejali, želimo nadaljevati aktivnosti na podlagi sporazuma. Tukaj imamo določene obveznosti in to upamo, da zadovoljivo izpolnjujemo. Želimo, da se sedanje stanje izboljšuje, da verjamemo tudi, da je prostor za izboljšavo, zato tudi današnja aktivna udeležba na tem dogodku in pa velja še zaveza naše stroke, da se ugotovljene sive lise obravnava in ustrezneje naslovi skozi šolski prostor. Hvala za pozornost za danes. Pa mora biti vprašanje, odgovarjamo. Hvala lepa. Če morda še niste opazili, tam je ena brošura, kjer je poleg ministrstva navedenih še nekaj podpornikov društva. Seveda pa je eden od podpornikov društva tudi Urad za intelektualno lastnino Ursil, iz katerega bo pa nekaj besed povedal dr. Klemen Grošelj. Izvolite. Lep pozdrav še v mojem imenu in po imenu direktorja urada, dr. Tomana. Torej, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino pozdravlja civilno-družbene aktivnosti in pa pobude, katerih namen je ozaveščanje javnosti o pomenu intelektualne lastnine, se pravi v tem najširšem pomenu besede, od industrijske lastnine do avtorsko-pravnega vidika in tudi tistih drugih oblik, ki obstajajo, in pa spodbujanje njene zakonite uporabe na vseh področjih. In v tem okviru, kot je bilo tudi predstavljeno v predhodni prezentaciji,
URSI že več let izvaja vrsto promocijskih aktivnosti, če ste kaj spremljali medije. Ravno poteka trenutno, sicer zdaj v Jesenicah, prej je bila pa v Bistru, v muzeju tehničnem, skupna razstava Tehničnega muzeja Slovenije in pa našega urada z naslovom Ko ideja postane lastnina, in nekje glavni akter tega je slovenski izumitelj Florjančič. Poleg tega slovenski urad sodeluje tudi v aktivnostih Evropskega opazovalnega urada za boj proti ponaredkom in piratstvu. Mogoče ste to že slišali, tako imenovan observatorij Evropske unije, ki izvaja vrsto študij in aktivnosti. Tudi ta študija, ki je bila že omenjena o šolstvu, je del teh njihovih aktivnosti in Urad Republike Slovenije tudi v tem zelo aktivno sodeluje. Prav pred nedavno, se pravi nekaj mesecev nazaj, kakšen mesec ali dva nazaj, je bila izdelana študija observatorija z naslovom Evropski državljani in intelektualna lastnina, percepcije, zavedanje in vedenje 2017, če ste kaj spremljali. Podobna analiza je bila izvedena že leta 2013, tako da zdaj imamo prvič neko vseevropsko analizo odnosa državljanov do intelektualne lastnine skozi neko časovno enoto, in ta raziskava se bo zopet ponovila čez 4 leta, kar pomeni, da s časoma bomo dobili relativno dober pogled in uvid v to, pravzaprav kaj si državljani mislijo o intelektualni lastnini. Zanimivo za Slovenijo predvsem je to, da na eni strani ta raziskava, njeni respondenti v tej raziskavi izražajo visoko raven razumevanja intelektualne lastnine, se pravi, tam 75% respondentov odgovarjajočih pravi, da poznajo intelektualno lastnino, celo 25% pravi zelo dobro, da jo pozna, kar nekako umešča Slovenijo v evropsko povprečje. Hkrati izraža ta raziskava zavedanje med uporabniki, povezana z tveganji pri nakupu ponaredkov in piratskih izdelkov na internetu in tudi sicer. Hkrati pa tisto, kar je malce paradoksalno, kaže na to, da kljub temu visoki stopnji zavedanja, pa tukaj moram poudariti, Slovenija pravzaprav ni nek zelo izstopajoč primer. Tudi druge države Evropske unije imajo podobne težave, pa kaže na to, recimo, da je celo 17% respondentov že uporabilo oziroma že kupilo ponaredek na internetu ali pa kjerkoli drugje, in kar je više od povprečja v Evropski uniji. Hkrati pa tudi ta raziskava ugotovila, da se uporaba ilegalnih virov, predvsem tistih, ki so avtorsko pravno varovalnih del, je ta delež v Sloveniji približno 20%, kar je 3% več kot recimo leta 2013 in je pravzaprav kar 10% nad povprečjem Evropske unije. In to kljub temu, da se pravzaprav uporabniki, ko gredo v te postopke, vendarle zavedajo, da pač tvegajo določene tako sankcije, kot tudi, da pač lahko dobijo nekvalitetno, izveden nekvaliteten nakup. Pri tem je zelo zanimivo, da je eden ključnih dejavnikov, ki se pri slovenskih respondentih kaže, ta neka cenovna občutljivost. Se pravi, slovenski uporabnik, ki kupuje ali pa ki nabavlja te ponaredke ali se pravi uporablja nezakonite internetne vire, pravzaprav to počne zaradi prepleta tako cenovne občutljivosti, kot tudi trdijo zaradi nedostopnosti na internetu. Torej, na podlagi vsega tega se bo Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino še v prihodnjih letih še naprej izvajal te osredotočene aktivnosti ozaveščanja in spodbujanja zakonite uporabe intelektualne lastnine in predvsem se pravi, da bo na eni strani se ljudje zavedali dejansko, kaj je vsebina pojma intelektualne lastnine in pa seveda, da jo bo na koncu tudi zakonito dejansko uporabljali. Hvala lepa. Hvala lepa, dr. Klemenu Grošlju. Zdaj pa Združenje imetnikov pravic v imenu ZIP-a vas bo pozdravil in malce več povedal Saš Lušič. On bo govoril v glavnem o številkah, za številkami pa ponavadi stojijo oziroma se v tem primeru sedijo eni ljudje. Danes bojo to ljudje, ki so tudi zainteresirani, da se zadeve uredijo. Vsak od njih pa bo povedal tudi, kakšen je njegov oseben problem ali pa pogled na celotno zadevo. Tako da, če lahko semle povabim zdaj Nikolo Sekuloviča, Miho Macinija, Boštjana Ikovica in Ludvika Bagarja. Saš, izvoli. Sem trenutek, da jaz tole še prižgem. Spoštovani in spoštovane,
V imenu Združenja imetnikov pravic vse lepo pozdravljam. Posebej bi se želel zahvaliti ministru za kulturo, ki nam je prijazno odstopil prostor za današnjo predstavitev, ter pred mano predstavnikoma Alešu Ojsteršku, direktorju Urada za razvoj in izobraževanje na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Poleg tega bi želel pozdraviti še dr. Klemena Krošlja, vodjo področja za raziskave, proizvede in promocijo na Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino in pa še posebej stanovsko kolegico Majo Vidmar iz kolektivne organizacije Zaprav iz Hrvaške, ki bo tudi dala en primer pač dobre prakse, kako sodeluje država na podobnem področju na Hrvaškem. Malo kasneje. Zdaj, jaz bi najprej v bistvu predstavil Združenje imetnikov pravic. Združenje imetnikov pravic je novo ustanovljeno združenje, ki ni staro še niti leto dni. Je bilo pa ustanovljeno pretežno z namenom zasledovati skupne interese ustvarjalcev in drugih imetnikov pravic, torej tistih, ki sodelujejo pri ustvarjanju na avtorskih delih ter medsebojno pomoč pri doseganju teh ciljev posameznih ustvarjalcev, posameznih sektorjev. Zdaj, trenutno člani združenja so Društvo filmskih producenti Slovenije, Društvo slovenskih režiserjev, Združenje filmskih snemalcev Slovenije, Združenje fonogramske industrije Slovenije, Zveza sindikatov vseh glasbenikov Slovenije, sindikat Glosa SKG, Društvo slovenskega animiranega filma, SIPA, Združenje za zaščito interesov glasbenih založnikov, Zavod za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov, Audiovizualni del Slovenije AIPA, Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev, proizvajalcev fonogramov Slovenije IPF, Društvo novinarjev Slovenije, Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov. Združenje, kot sem povedal, želi v bistvu se dotakniti problematike oziroma ciljev vseh segmentov kreativne industrije in se za mizo, ko se usede pač različni predstavniki različnih industrij, se lažje pogovarjajo o problemih, kje so skupni cilji in kje so posamezne težave in kako jih v bistvu na kak način se jih v bistvu lotiti, kje najti skupna izhodišča in pa rešitve. Zdaj, danes bi predstavil prvi projekt, ki ga je Združenje imetnikov pravic načelo, in to je sicer piratstvo, ampak ne piratstvo v najširši obliki, ker piratstvo v najširši obliki je vsakršno nepooblaščena distribucija, reprodukcija, kopiranje, izvajanje, hramba, prodaja ali druga nepooblaščena uporaba intelektualne lastnine. Poudarjam nepooblaščena zaradi tega, ker vsak ima možnost se odločati, ali bo neko svojo vsebino pač na nek način tržil, da bo to dal na razpolago, zastonj. Ni problematično, pa takrat, ker takšnega dovoljenja ni in si pač določeni uporabniki to zlorabljajo in pač uporabljajo brez plačila. Posledice piratstva so pač ogromne gospodarske izgube, izgubljena delovna mesta, izguba dobička, izguba davčnih prihodkov in na dolgi rok uničuje ustvarjalnost in kulturo. Jaz moram povedati, da večina uporabnikov interneta meni, da ni nič narobe, če se poslužujemo online piratstva, saj naj bi s tem prizadeli le velike multinacionalke. To so recimo izgovori, ki se pojavljajo po celem svetu, zakaj nekaj preko spleta nelegalno uporabljamo. Moramo pa pozoriti na dejstvo, da ob tem, da bodo brez težko prisluženega denarja ostali predvsem avtorji, ki z velikimi sistemi nimajo nič. Predvsem je to pomembno recimo v manjših državah, kot je Republika Slovenija, ki dejansko nimajo veliko z multinacionalkami. Pa še ena stvar je ravnovesja. To pomeni, če je dovolj prihodka v neki industriji, potem se ta prihodek vrača nazaj v kreativo in recimo v večjih državah je to razmerje drugačno kot po eni Sloveniji, kjer se dejansko ne vrača na trg ničesar, kar bomo pa videli po številkah. Kar smo hteli izpostaviti, je podatek, ki smo ga pridobili s strani mednarodne organizacije MUSO, ki po celem svetu dela v bistvu analize statistike javno objavljenih podatkov. In ko smo to prejeli, to je zdaj že drugo leto, da je združenje prejelo pač to neko analizo narejeno, smo prišli do takšnih številk, da jih ne moremo spregledati, da jih moramo nekako deliti z javnostjo, ker mislimo, da izobraževanje in dejansko osveščanje en temeljnih korenitih načinov, kako dejansko lahko premaknemo nekaj v družbi. Mislimo, da represija je nek model, vendar represija je dolgotrajna, nima tako učinkovitih posledic, kot pa neko zavedanje in potem pomoč države in na ta način se dejansko najbolj uspešne države tudi najuspešnejše spopadajo s temi problemi.
Zdaj, recimo, predstavil bi najprej področje glasbe in filma, ki sta v bistvu pri pretakanju na spletu najbolj problematična. Zdaj, tukaj se opravičujem vsem kolegom na področju literature in pa likovnih stvaritev, ker dejansko teh podatkov na njihovem področju nimamo in so tudi nekoliko drugačne. Je pa ta podatek recimo ključen, da se v bistvu razume, kakšna je situacija in kakšno je zavedanje spoštovanja nekih stvaritev v Sloveniji. Bi še malo vode, bilo fajn. No, v glasbi recimo podatek z lanskega leta 2016 je, da se na netu iz slovenskih IP-ov pretoči 24 milijonov 300 tisoč, je opravljenih 14 milijonov 300 tisoč obiskov. Previden sem pri izražanju zaradi tega, ker en obisk po podatkih MUSO ni eno pretakanje enega dela ali kakorkoli, gre za obisk, ki traja vsaj 30 minut aktivnega prenašanja. Oni sledijo dejansko neko pretakanje, ki ima znak neke aktivnosti pri pretakanju in ta tok sledijo šele, ko je tako pretakanje 30 minut. Pomeni, v eni tej številki zna biti veliko več del pretočenih. Sploh če upoštevamo, da dejansko je hitrost interneta kakršna je in kaj se lahko v tem času preteče. Še večja številka se pojavi seveda pri filmu. Ta je 78 milijonov, skupaj torej imamo več kot 100 milijonov nelegalnih obiskov slovenskih IP-ov. Zdaj, pri tem zdaj bi jaz mogoče že lahko dal besedo komu od mojih kolegov. Če ima kako. Bom jaz dokončal, pa bomo pa mogoče povem. Zdaj, nekaj mislim tole ne dela v redu. Čakajte. Pardon. Tehnika. Aha, zdaj bo. Torej, Slovenija je glede na število prebivalcev in količino nelegalnih obiskov pri samem vrhu nelegalne spletne uporabe varovanih del v EU. Zdaj, razloge smo iskali in nekako ugotavljamo, da uživanje nelegalnih vsebin v Sloveniji je nekaj povsem samoumevnega, pri čemer je to vrstno uživanje omogočeno in negativnih posledic ni. Legalna ponudba je šele v zadnjih letih. Pomeni, da dejansko uporabniki niso imeli neke alternative, neke opcije, na kak način bi pristopali do legalnih vsebin, vendar v zadnjih nekaj letih je to že omogočeno in mislimo, da je osveščanje tudi v tem, da se ponudi uporabnikom te legalne opcije, da se mogoče tudi na ta način osvešča in da se odločajo mogoče za alternativne uporabe, da ne bojo zlorabljali tega, kar predstavljam. Legalna ponudba, potem recimo, kar pa je največji problem, pa da ni sistemske rešitve preprečevanja. Recimo najbolj uspešne države, kot sta Italija in Nemčija, so v sodelovanju z državo razvile en sistemsko rešitev, kako se preprečujejo dostopi do teh nelegalnih portalov. O tem mogoče kdaj drugič, ker je zapleten postopek oziroma ima neke rešitve, ki jih seveda treba tudi povzeti in jih nekako poskušati plasirati tudi v Sloveniji. Ponudniki storitev na slovenskem trgu na področju glasbe, legalni so Apple Music, Deezer, eMusic, Google Play, iTunes, Tidal, YouTube. Ponudniki storitev v slovenskem trgu glede filma so Voyo, HBO, Netflix in pa spet poudarjam YouTube. YouTube je obarvan z rdečo barvo, zaradi tega, ker ta legalnost YouTubea je vprašljiva. O tem več zdaj se nekako v Evropi pogovarjajo tudi z sprejemom novih uredb in pač nove mednarodne zakonodaje, ki bi uredila tudi to področje, pa tudi o tem ne bi danes, mogoče v drugi priložnosti. Mogoče bi izpostavil samo to, kar je še zapisano spodaj, da število naročnikov v Sloveniji ne morejo nadomestiti izpada pri trženju fizične prodaje. Recimo v svetu je jasno, da fizična prodaja upada, to je v bistvu normalen potek pač razvoja. Vendar vse povsod se ta nadomešča z prodajo digitalnih vsebin. Tem, ko v Sloveniji tega praktično skoraj ni. Če pogledamo na področju glasbe, imamo za vseh teh sistemih le približno 5000 naročnikov na digitalne servise. Dejansko prihodka ni, imamo to težavo, da ni uravnilovke tega, kaj se ponuja in zloraba pač pravic. Med najbolj obiskanimi piratskimi stranmi v Sloveniji je razglašena parties.si. Postavljam zaradi tega, ker je po podatkih spletnega mesta Alexa na 7. mestu s cirka 7 milijonov obiskov mesečno v Sloveniji. Pomeni, da ima več obiskovalcev kot na primer Wikipedia, GovSi in RTV Slovenija.si.
Izpostavljam zaradi tega, ker Partis pri recimo vzorčnem nekem modelu, ko smo pogledali, kakšne vsebine se ponujajo, je 99% bilo med prvih 400 recimo najbolj downloadanih vsebin ilegalnih, niso urejene pravice. In po pregledu te strani v Sloveniji, dobil neke številke, smo ugotovili, da je recimo med najbolj downloadanimi filmi, ki je dejansko v sodelovanju, ki je slovenske produkcije ali koprodukcije, bila Parada, recimo 87.571 prenosi, gremo mi po svoje 2 z 77.218 prenosi in pa Čefuri Raus z 52.606 prenosi. Ampak to gre samo za eno obliko fajla. Zdaj, če je Parada bila še v drugih oblikah, se te številke še seštevajo. Hočemo samo izpostaviti, kakšna količina teh prenosov se dogaja in to problematiko nekako nihče ne izpostavlja. Pogovarjamo se odprej rečeno z uvozi po naredku in tako naprej, vendar kako se pa glasba in film zlorablja na spletu, pa govora ni. Pri glasbi je podobno, recimo med najbolj downloadanimi Romana Kranjčan, to je cela diskografija, se mi zdi, otroške pesmi, Pek, potem Modrijani, Tabu. Je to bilo dobro tudi v nadaljevanju mogoče soočiti te ustvarjalce z temi številkami. 16.000 downloadov albuma skupine Tabu so moji prijatelji. Dobro vprašanje, recimo, kako oni gledajo na te stvari. Sam Partis se tudi hvali z največjimi nalagalci. To pomeni tisti, ki so zelo pridno prispevali z nalaganjem vsebin, recimo najbolj tale priden, bi lahko rekli, je naložil 2457 terabajtov. Zdaj, če še kdo dvomi v to, da je to problem oziroma da je to neka minorna težava, ni. In dejansko mislimo, da povprečen uporabnik nima takšnih vsebin, so pa določeni, ki sigurno imajo kakšne koristi s tem, če lahko nalagajo takšne količine podatkov na splet. Mogoče naprej še ena stvar, ki je za povedati, vsi legalni sistemi imajo velike prihodke s prodajo glasnega prostora na spletnih straneh, saj gre za velike količine obiskov na teh spletnih straneh. V večini primerov oglaševalci pa ne vedo, da se njihovi oglasi pojavljajo na teh straneh, zaradi tega, ker se oglašujejo preko avtomatiziranega Google oglaševanja. In potem tudi z združenja smo komunicirali več teh, mislim, da vse te, ki so tu navedeni in so se zahvalili za obvestilo in so tudi umaknili svoje oglase. Tako da tudi to je en del osveščanja, da se mogoče, da so pozorni tudi te večje družbe, ki ne želijo takšnega oglaševanja. Zdaj pa pri rešitvah bi pa jaz res kolege mogoče malo angažiral. Zdaj tukaj je nekako smo, če izpostavimo osveščanje in izobraževanje, kar sem povedal, spoštovanje in spodbujanje ustvarjalnosti. Brez spoštovanja ni spodbujanja, ker pomeni je eno z drugim povezano. Ne moremo spodbujati in brez da se potem stvari to spoštuje. Oblikovanje sistemske rešitve, izvajanje ukrepov, tukaj je nekaj, kar pričakujemo, da bi lahko v sodelovanju z državo našli neke rešitve, kako se lotiti v bistvu ukrepov, da bi bili najmanj boleči in pa najbolj učinkoviti in hitri. In pa zagotovitev seveda finančno dostopnih in kvalitetnih legalnih opcij uživanja vsebin na spletu. Se pa mogoče zanimive misli so recimo od vsakega posameznika, jaz bi pa dal besedo mogoče kar po vrsti. Nikola, vaš. Pozdravljeni vsi, moje ime je Nikola Sekulovič, sem poklicni glasbenik, ki polovico svojega življenja namenja ustvarjanju, drugo polovico pa boju za preživetje. Pozdravljam tole gostoljubje Ministrstva za kulturo in udeležbo cenjenih gostov. Jaz bi danes rad govoril ne o umetnosti pa o bolečinah umetnika, rad bi naredil en korak bolj konkretnem, tako razumem tudi tole srečanje kot prvega v verigi dogodkov. Rad bi govoril o stvareh, ki mislim, da dostikrat zmanjkajo v debatah, predvsem v debatah s predstavniki odločevalcev. Rad bi v prvi vrsti opozoril na pojem delovnih mest. Še enkrat, polovico življenja jaz ustvarjam, drugo polovico pa razmišljam o položnicah, pa bom sklepno misel potegnil na koncu. Torej, dosegljivi podatki tako posameznih vlad kot Evropske unije kažejo, da v kreativnih industrijah se dejansko ustvarjajo ne samo delovna
mesta, temveč tudi velik del vrednosti v sodobnem svetu. Ko govorimo o kreativnih industrijah nasplošno, je zanimivo pogledati definicije, ki sicer pravijo običajne stvari, da kreativne industrije izhajajo iz posameznikove ustvarjalnosti, sposobnosti in talenta, vendar se ponavadi običajno še doda to za kvalifikacijo. Je potrebno, da imajo te potencial za trajne, torej ne začasne, torej za trajno blaginjo, za ustvarjanje delovnih mest, za izkoriščanje intelektualne lastnine in pa seveda se omenja vpliv na ohranjanje identitet, kulture in vrednot. Pri tem je zanimivo, da te tvorijo približno 6% vseh delovnih mest. V kreativni ekonomiji pa zajemajo še malo večjo številko, ker zaobjemajo še delovna mesta, ki so neposredno povezana s kreativnimi industrijami in se bližamo približno desetini celotne evropske ekonomije. Podobne številke se tudi nanašajo na izvoz iz posameznih držav, približno desetina izvoza je povezana z kreativno ekonomijo. Torej te številke najbrž lahko preverite tudi na raznih poročilih, bodisi posameznih vlad ali Evropske unije. Torej v prehodu iz materialnega v nematerialno, torej z digitalnim trgom, ta trend samo še raste. Torej rad bi, da nas ustvarjalce, odločevalci, ne dojemate samo kot zmešane umetnike, ki ob sveči, po noči ob mrzlem radiatorju pa ob klavirju probamo nekaj ustvariti. Torej, rad bi, da nas dojamete tudi kot pomemben del ekonomije. Tu bi se odzval na prejšnji del, ki se je dotaknil piracije. Rad bi govoril o koristih. Torej pri piraciji ali pri nekih drugih oblikah izkoriščanja tujega dela se ustvarjajo zelo konkretne koristi. V prvi vrsti pri uporabnikih, torej končnih uporabnikih, ki moram reči, da jih celo razumem. Jaz namreč downloadam ne že zdavnaj, pač obstajajo tudi drugi načini, ki so bistveno bolj priročni danes in bojo tudi naša prihodnost. Torej brezplačen dostop do vsebin končnemu uporabniku omogoča določene koristi, drugače tega seveda ne bi počel. Vendar mi je zelo problematično, da sistem, in zato smo danes tudi tukaj, probamo najti sistemske rešitve in konkretne korake k temu. Torej sistem, ki omogoča zastonj dostop do teh vsebin, te konkretne koristi zamegljuje. Težko je razumeti, torej enostavno je razumeti človeka, ki uživa ob ogledu nadaljevanke, filma, poslušanju glasbe in podobno. Je pa takemu težko razumeti, da je nekaj vrednega zase naredil, če za to ni rabil plačati oziroma te koristi deliti z ustvarjalci. Če je to pri končnem uporabniku še razumljivo, je težje razumljivo pri posrednikih. Razni posredniki, kot smo videli prej, ustvarjajo pa neposredne ekonomske koristi. Torej tukaj gre za nekatere od uploaderjev, gre za ponudnike takšnih vsebin, gre za ponudnike mobilnih in spletnih storitev, gre za koristi neposredne oglaševalcev in pa seveda raznih trgovcev in proizvajalcev tehnologije. Rad bi, da je mogoče v teh debatah ne na Ministrstvu za kulturo samo, temveč predvsem na Ministrstvu za gospodarstvo. Rad bi povprašal, če je jasno nekaj, kar so nas že v šoli učili, nekaj o naravnem pravu, da je pošteno, da del koristi, ki jo ustvariš na račun drugega, da jo podeliš s tistim, ki ti je to korist omogočil. Kar mi je najbolj zanimivo v debatah tako s končnimi uporabniki kot v debatah s raznimi posredniki, zavest o tem, da nekaj od tega mora pripadati tudi tej kreativni skupnosti. Ta zavest obstaja. Torej, ampak pri končnih uporabnikih najbrž smo vsi seznanjeni z izjavami v smislu sej mi ni treba. Ta druga je, itak ni javno znanega ali pa poenotenega načina ali pa ni javno objavljene jasne cene za to vrstne storitve.
Zanimivo, če ste slučajno prebrali danes članek v Delu, mi je bilo poglavje, ki je posebej se dotaknilo Slovenije, ki reče, ni prisile. Prisila je statistično pri Slovencih bistveno večja stimulacija kot v nekaterih drugih državah. In pa seveda to, kar spada v poglavje zavesti, vrh piramide. Torej, priča smo plagiatorstvu, imamo neko javno sprejemanje piracije kot nekaj neizbežnega, usodnega, nepopravljivega. Celo do te mere spomnimo se najbrž izjave kakega politika izpred parih let, ki je kupoval naklonjenost volivcev tudi z glasbo, ki je rekel, da seveda poslušam glasbo, celo fan sem tega in tega benda, sin mi je ravno kar z neta zdownloadal njihov nov single. Torej, skozi take izjave se kaže, da vrhu piramide mogoče ni jasno čist, kaj počne. Ampak, če je to pri končnemu uporabniku še nekako, hajde, razumljivo, je to težje pri posrednikih, ker meni mnogi od uporabnikov ali pa vmesnikov ali pa posrednikov, trgovcev rečejo, ja, se mi je jasno, vendar zavedam se tudi, da obstaja zakonodaja, ki to področje ureja, vendar v praksi me nihče k temu ne prisilje. Torej nisem zagovornik prisile, sem zagovornik tega dviga zavesti, vendar tudi s pritiskom na tiste člene v verigi, ki tak pritisk razumejo in ga sprejemajo kot del ekonomske realnosti. Brez tega se bojim, da bomo uspeli vzpostaviti en nov družbeno-politično-ekonomski sistem. Danes zjutraj, ko sem se pripravljal za tole, sem razmišljal, ok, mi smo zdaj v kapitalizmu, pa se spomnim onih izjav, izkoriščanje tujega dela, pa povezava z nekimi pogajanji, glavno nek organiziran sistem, ki pripelje do tega, da je izkoriščanje tujega dela vseeno sprejemljiv način, vendar ko pomislim na predhodnice tega, torej na feudalizem in sužnje lastništvo, najbrž se vsi strinjamo, da so to preživeti formati, ampak pa jaz pomislim na sužnje lastnike, ki so svojim delavcem omogočili celo streho nad glavo in celo hrano in na ta način se okoriščali z njihovim delom. Jaz bi bil zelo vesel, da v 21. stoletju nekdo od tistih, ki služijo kruh na moj račun, meni plačajo torej stanovanje in hrano. Bojim se pa, da tega ne bomo dosegli brez močnejše sistemske podpore. Ne samo Ministrstva za kulturo, veseli me, da je tukaj tudi predstavnik Urada za intelektualno lastnino, torej most do Ministrstva za gospodarstvo. Hvala lepa. Lep pozdrav, Ludvik Bagari sem, samozaposleni v kulturi, v tem trenutku podpredsednik skupščine izvajalcev na AIPI, tudi član Društva dramskih umetnikov, ki se v tem trenutku ZIP-u še ni pridružilo, ampak delamo na tem, da se bo. Jaz bi samo naslovil poziv, predstavljam pa bolj sebe v tem trenutku, se pravi kot nek ustvarjalec na trgu in kot so me opozorili oškodovanec. Namreč pravijo, da smo mogoče danes v ekonomski vojni. Ne bi rad takole zaostroval nekih interpretacij, ampak se mi zdi, da smo mogoče v neki večni bitki med proizvajalci in trgovci. Tako da v tej bitki se mi pa zdi, da mogoče malo te trgovci vodijo in tudi te neki špekulanti, ki bi radi v bistvu dobili ene stvari za ston in za njih potem kaj iztržili, so mogoče malenkost v tem trenutku v prednosti. Vsekakor pa moram poudariti, ob tem pozivu, pravim, sam poziv bom naslovil, moram pa poudariti, da v obstoječem redu sveta z nelegalnim prenosom iz upravičenca, se pravi tistega, ki ima pravico na nekem delu, naredimo oškodovanca. In
Prvenstveno pa poudarjam, da dikcija intelektualna lastnina pomeni res lastnino. To ni samo pravica, to je lastnina, to je v bistvu last nekoga, ki je to idejo prenesel. Ne. Ta zanimiva misel, ne, oziroma se mi zdi zelo pomembna misel, se nam je izluščila skozi pogajanja, ki smo jih vršili nedolgo tega, oziroma zadnje pol leta jih vršimo z uradom za intelektualno lastnino za pridobitev še nekih dovoljenj oziroma za nekih novih pravic. In se mi zdi zelo pomembno. Pravica, se pravi intelektualna pravica, je lastnina in to mislim, da moramo stalno ponavljati, ne? In na tem mestu pač izražam ta poziv, oziroma bi ga rad povedal ta poziv, da rešitev ni mogoče samo v restrikciji, ampak tudi v tem zavedanju tega javnega dobra. Kaj je javno dobro in kaj je privatno. Se pravi, postaviti to ločnico med tem in seveda stalno ponavljati, da to je za posameznika lastnina. Hvala, toliko na kratko. Zdaj, preden dam besedo še naslednjim kolegom, bi jaz mogoče vsem povabil našo kolegico iz Hrvaške, ker je malo časovno tudi omejena, da predstavimo model dobre prakse sodelovanja države in pa predstavnikov kreativne industrije. Maja Vidmar, prosim. Dobar dan svima. Evo, ja bih se htjela prvo zahvaliti kolegama na pozivu i na toploj dobrodošlici. Ja sam ovdje ispred ZAPRAF-a i Hrvatske diskografske udruge, a uz mene i predsjednik naših udruga, gospodin Želimir Babogredac, i ujedno predstavnik najveće diskografske kuće u Hrvatskoj pa i u regiji. Evo, ja ću ukratko predstaviti zapravo djelatnost naših udruga. ZAPRAF je kolektivna organizacija koja se bavi zaštitom prava proizvođača fonograma i to kolektivnom zaštitom. Znači, mi prikupljamo i raspodjeljujemo naknade od korištenja snimaka. Njezina srodna organizacija je Hrvatska diskografska udruga koja je prvenstveno usmjerena na strukovna pitanja, a to je poboljšanje zakonodavnog okvira koje ide u smislu zaštite diskografa, ali ne samo diskografa, nego i cjelokupne glazbene industrije u Republici Hrvatskoj. Znači i autora i izvođača i svih onih aktera koji aktivno pridonose tom dijelu kreativne i kulturne industrije. Uz navedeno mi se svakako bavimo i takozvanim antipiratskim aktivnostima, a oba dvije naše udruge članice su i svjetske diskografske organizacije. Ja bih zapravo kao uvod spomenula važnost kreativnih i kulturnih industrija, ne samo u Hrvatskoj i u Sloveniji, nego i na razini Europske unije. Pa je tako prema jednoj studiji ustanovljeno da prihodi od kreativnih i kulturnih industrija na razini Europske unije generiraju prihod od 709 milijardi dolara, te zapošljavaju milijunski iznos kreativaca i radnika koji sudjeluju u tom sektoru. Što se tiče Hrvatske, prema zadnjoj studiji koji su zapravo inicirale organizacije kreativaca, znači osim glazbenika tu su i filmaši, dizajneri i ostali kreativci, koji su okupljeni u Hrvatski klaster konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija. Došli smo do podataka da kreativne i kulturne industrije u Hrvatskoj generiraju 2,3% bruto domaćeg proizvoda sa prihodom većim od 6,3
milijarde kuna, odnosno približno 850 milijuna eura. Ukoliko se osvrnemo samo na glazbeni sektor kojeg ja ovdje danas predstavljam, vidimo da su ti iznosi također veliki na razini Europske unije, ali isto tako i u Hrvatskoj. 10% ukupne zaposlenosti je u kreativnim i kulturnim industrijama, zapravo ovog glazbenog dijela, odnosno taj prihod je iznosio 743,5 milijuna kuna, odnosno 100 milijuna eura. Ono što mogu reći sa diskografske strane i sa glazbene strane, znači hrvatski diskografi na godišnjoj razini ulažu gotovo 20 milijuna kuna, odnosno oko 3 milijuna eura, a prema posljednjim podacima Svjetske diskografske organizacije, na svjetskoj razini to su stalna i daljnja ulaganja od 4,5 milijarde dolara godišnje. Što se tiče učinaka nelegalnog korištenja glazbenog sadržaja, znači stopa piratizacije, ako mogu malo pomoći, nešto mi neće. Stopa piratizacije putem interneta u Hrvatskoj na vrlo visokoj razini, naravno kao i u Sloveniji, znači i ona prelazi 90% i procjenjuje se u iznosu na godišnjoj razini šteta od preko 150 milijuna kuna. Znači tu direktno pate ne samo kreativci kao takvi, znači i glazbenici, filmaši, nego također i gospodarstvo naših država kao takvo. Razlog tome, čekaj da možda probamo tu PDF. Evo, ispričavamo se, imamo malo tehničkih poteškoća. Dobro, evo, razlog tome svakako je nedostupnost digitalnih servisa na području Republike Hrvatske. Mi trenutačno imamo od legalnih digitalnih streaming servisa u Hrvatskoj dostupan samo Deezer i to je definitivno jedan od razloga zašto je tako i velika stopa piratstva. Znači, u svakom slučaju trebamo raditi na dolasku digitalnih servisa u Hrvatsku. Isto tako, znači, imajući sve to na umu, Državni zavod je još 2010. godine unutar svog sektora zapravo osnovao koordinaciju državnih tijela gdje su zapravo okupljeni i Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo zdravstva i Državni inspektorat, carina i sve organizacije za kolektivno ostvarivanje prava i strukovne organizacije i unutar te koordinacije mi redovito raspravljamo o modelima na koji način zaštititi prava intelektualnog vlasništva, na koji način podići razinu javne svijesti o poštivanju intelektualnog vlasništva. I zavod unutar tih svojih djelatnosti organizira po cijeloj Hrvatskoj edukativne akcije koje se zovu Stop krivotvorinama i piratstvu i u suradnji sa svim nositeljima prava zapravo educira građane o važnosti poštivanja kreativnih i kulturnih industrija. Pored toga, Hrvatska diskografska udruga je unutar sebe osnovala poseban odjel za legalnost digitalne glazbe, koji se prvenstveno bavi s jedne strane zapravo skidanjem linkova sa nelegalnih stranica i tu mogu reći da smo dosta uspješni u tome i da smo od početka godine skinuli, odnosno delistirali preko 17.000 linkova, što je izuzetan rezultat. U tome nam svakako pomaže i suradnja sa Svjetskom diskografskom organizacijom, AFPI. Njima smo isporučili, znači, cjelokupnu bazu domaćih snimaka
koja je preko 95.000 i oni automatski delistiraju zapravo na svim Googlovim tražilicama linkove koji sadrže domaću glazbu, domaće filmove i tako dalje. Ono što moram posebno istaknuti, na čemu sad radimo, to je suradnja sa Ministarstvom unutarnjih poslova, odnosno sa odjelom za visokotehnološki kriminalitet unutar tog ministarstva. Evo, država je tu imala sluha pa i taj jedan odjel osnovala upravo u svrhu zaštite intelektualnog vlasništva na internetu. I evo, u suradnji s njima mi smo nedavno započeli postupak istrage zapravo u odnosu na jednu nelegalnu stranicu u Hrvatskoj na kojoj su dostupni od glazbe, filmova, koncerata, dokumentaraca i tako dalje, znači svih vrsta prava i prema našim podacima vlasnik jedne takve stranice uredno naplaćuje mjesečnu naknadu svojim korisnicima u iznosu od 10 eura i mi procjenjujemo da je na mjesečnoj razini njegova dobit oko 20.000 eura. Tako da, evo, to su znatni iznosi, a on to naravno radi na nelegalan način i bez odobrenja nositelja prava, tako da, evo, vjerujemo da ćemo uskoro imati i sudsku praksu što se toga tiče u Hrvatskoj. Također, evo, mi smo započeli u sklopu tih naših aktivnosti i sa edukativnim aktivnostima po našim školama. Moram reći, znači, krenuli smo od Zagreba, ali posjetili smo i škole u različitim dijelovima Hrvatske i tu imamo izrazitu podršku Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo i naših nositelja prava. To planiramo svakako i dalje, jer smatramo da je bitno osvještavanje upravo mlađe generacije kako bi shvatili zapravo vrijednost intelektualnog vlasništva, odnosno da ta glazba koju oni slušaju ili film koji gledaju nije nešto što je samo uploadano na YouTube ili na neki drugi nelegalni kanal, nego da iza toga zapravo stoji cijeli tim pa i organizacije ljudi. Ono što je posebno za istaknuti i možda bi s tim i završila, svakako je da tu imamo podršku svih državnih tijela, posebice Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Isto tako, naš zakonodavac je, pisajući Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima 2003. Ovaj novi zakon koji je donesen sa izmjenama predvidio i mogućnosti, zapravo prepoznao potrebu već tada da se u zakon unese odredba da 3% ukupno prikupljenih naknada od kolektivnih organizacija, odnosno od kolektivne zaštite, može biti usmjereno na borbu protiv piratstva i krivotvorina, odnosno na podizanje razine javne svijesti građana o potrebi poštivanja intelektualnog vlasništva, odnosno o vrijednosti autorskih i srodnih prava. Tako da, evo ga, mi tu mogućnost svakako koristimo i unutar udruge, a i u suradnji sa ostalim organizacijama. Evo, htjela bih reći da nije ni kod nas najidealnija situacija, ali mi smo se nekako odlučili uloviti u koštac u suradnji sa državnim tijelima, prvenstveno djelujući, znači, edukativno, znači, na osvještavanju građana, isto tako privlačenjem legalnih digitalnih servisa. Evo, zato svakako podržavamo ispred Zaprafa i Hrvatske diskografske udruge i osnivanje zapravo i postojanje ovakve organizacije u Sloveniji i dajemo vam podršku u tom smislu i nadamo se zapravo i suradnji na regionalnom pitanju, jer mislim da nam je svima bitno podizati razinu javne svijesti, odnosno boriti se na neki način protiv nelegalnog načina korištenja glazbe pa i drugih oblika intelektualnog vlasništva, ne samo u Sloveniji i Hrvatskoj, nego i u ostalim dijelovima regije, a i Europe. Eto, hvala svima. Sem že malo prevzel moderatorstvo. Bi še povabil mogoče oba kolega, da se še poveste svoje, ker ima vsak iz svojega segmenta dobro misel. Hvala, moje ime je Boštjan Niković, sem producent tudi omenjenega filma Čefuri Raus, podpredsednik Sveta zavoda AIPE in pa tudi Društvo filmskih producentov Slovenije.
Jaz bi čisto kratko povedal, da to so avtorske stvari in stvari, za katere se borimo in ustvarjamo z ostalimi avtorji. In ko vidiš to nekje, da se to pretaka, da nekdo daje gor, distribuira na nelegalen način, za nas to pomeni en odtok denarja. Če to prevedem čisto malo številke, če bi bilo približno samo 1 evro, najmanj 1 evro, številke, ki smo filili, da so pretočene, da bi se to pretočili tudi na naše račune, avtorji, producentov in tako naprej, se vidi, koliko tukaj zgubljamo nek denar, zgubljamo neke stvari, predvsem gre pa tukaj tudi za osveščanje, da vse, kar je podano, ni rečeno, da je dano, da se lahko kar uporablja in uporablja brez kakršnihkoli pravic pridobljenih za te namene, ki jih je treba pridobiti. Če to še bolj poenostavim, če se gre v trgovino ali pa neko skladišče, če bi si nabral neke proizvode, izdelke in ne bi za njih plačal, ampak bi jih še zase uporabljal plus distribuiral in prodajal naprej, pomeni, da tisti, ki je to ustvaril, ne bi imel nič. Predvsem bi tukaj poudaril to, da je treba pričeti s tem pa razumeti tudi te stvari, kakor so podane tukaj na tem mestu, da jih podajamo, da jih povemo, in predvsem bi pa izpostavil, da je treba pa še kaj začeti in upam, da bo danes to padlo na neka plodna tla, ker se bi to pa lahko tudi naprej uresničilo. Hvala. Ja, dober dan, Miha Macini, pisatelj. Po mojem osebnem mnenju je to preprosto v tem, da ljudje ne razume, pri nas ne razumemo kulture kot del gospodarstva, ampak kot nekaj, kar je čisto ločeno. In ker ni del gospodarstva, tam ste videli podatke, ne vem, film Čefurji Raus je v kinu videl, se mi zdi 50 000 gledalcev in sam z te spletne strani jih je pa, ne vem, več kot 50 000 ga ukradli. Če ta film zamenjate za, ne vem, vrečo krompirja, pa vam kmet reče, sem predelal 100 000 vreč, 50 000 sem jih ukradil, 50 000 sem prodal, panika, policija, ali pa če prodajate avto ali pa kaj tasga, če vam pol pridelka ukradejo ali pa pol izdelkov, je to huda panika. Pri nas ni. In zakaj ni? Ker kulturni izdelki so nekaj drugega. Niso del gospodarstva. In zdaj čisto tako, zdaj se to zmišljujem, ampak v principu bi šlo to tako. Če bi se odločili zdaj prijaviti neko tako spletno stran, ki dobro služi, bi se izkazali, da za to spletno stranjo stoji kakšna majhna firmica, ki ima, ne vem, 1, 2 zaposlenega. In nenadoma bi trčali v zid. Čakajte malo, to je gospodarstvo, to sta 2 delovna mesta, to so 3 delovna mesta, to moramo pa mi zdaj ščititi, ta delovna mesta. Potem pa pogledate ta seznam, nisem sicer videl, ko sem tam sedel, ampak Tanja Žagar je sigurno nekje gor na temu seznamu. In spomnim se v enem intervjuju, ki ga je letos dala, je rekla, da ima 10 zaposlenih. Pač ona ima 10 zaposlenih, kar pomeni, da je to gospodarstvo. Pač 10 ljudi dobiva plačo od tega, ampak ne v naših glavah. V naših glavah je to nekaj tam brez veze. In dokler bo pač tako, dokler pač kultura ne bo del gospodarstva, bo to tako. Tukaj smo prej slišali za Hrvaško 3% BDP-ja. V Nemčiji ima Berlin 30% BDP-ja iz kreativnih industrij in so zaskrbljeni to, da je malo, da bi to se bo treba zvečati. In to sam pomeni, da med temu razliko, med nemškim 30% pa našimi 3 so stvari, ki so pokradene in to pokradene iz BDP-ja in to nam mora biti tudi jasno. Ok, da končam pa kot predstavnik avtorja v Sazorju, je pa dobra novica vsem, ki je gospod Ojsteršek omenil, da z Ministrstvom za izobraževanje smo pa podpisali glede fotokopiranja, se pravi osnovne šole, srednje šole, vrtci in to se mi zdi pomemben prvi korak. Tako da otroci pač vsaj posredno nekako zvejo, da so te stvari so plačljive, ker so to pač neki izdelki, ker je to del gospodarstva in je to treba pač plačati. Je pa res, da smo pa zleteli pri univerzah, ki so pa edini v EU, smatrajo, da to ni tako. Ok, najlepša hvala. Mislim, da je bilo, kar se predstavitev in vsega tiče, vse, zdaj pa vprašanja. Ima kdo kakšno vprašanje za kogarkoli tukaj gor? Ali so vam vse razložili tako, da je zelo jasno? Ne? Postopoma. Vse, kot smo rekli, je to dejansko sistemske rešitve treba upeljati. Ne vidimo rešitve tudi lahko v restrikciji, ampak zelo dolga pot, draga pot, z negotovimi epilogom. Mislimo, da je treba tukaj nekako najti sistemsko rešitev s pomočjo države,
zato lepo se zahvaljujemo in pozdravljamo ta moment, da država v bistvu pomaga in da razume problematiko. In je pa seveda tukaj še veliko vsega za povedati, razširiti to tematiko in mislim, da v prihodnje, da bomo poskušali čim več tega še predstaviti. Tako. Če pa tudi kdo od novinarjev še dodatno vprašanje ima, ne vem, karkoli, se pa veda, da seveda smo dostopni na spletni strani preko svojih portala in kontakta na mailu in bomo z veseljem odgovarjali. Celo mislim, da smo zdaj v nekem času, zdaj v tem zadnjih mesecih smo tudi nekako se seznanili z generalnimi vprašanji, ki zanimajo recimo javnost. In bomo po mojem tudi pripravili en tak frequently asked questions odgovorjenih, nekaj dejansko boste lahko našli tudi. Vse, kar zvemo, damo naprej, poskušamo pa seveda nekaj res premakniti. Prva konkretna akcija, ki se v tem smislu pripravlja, je pač akcija, ki bi bila namenjena otrokom, mladim, šolarjem, se pravi, tukaj se že pripravlja projekte, s katerimi bi predvsem nagovarjali otroke v zbujanju tega, kar so vsi prej govorili, torej zavesti tega, da pač so avtorska dela nekaj, kar se spoštuje in plačuje. Predvsem na nadaljevanju mislim predstavljati problematiko recimo vas novinarjev, tudi smo dobili veliko informacij o tem, kje imate tudi težave z vašim delom. Mislim, da tudi ta segment zelo še pod vprašanjem in ima veliko težav, ki jih je treba pač izpostaviti javnosti in malo osveščati. To je tudi eno naslednje projekte, ki imamo v planu. V redu? Odgovorili na vprašanje? Še kdo? Izvolite. Jaz ne bi rekel, da se ne da, je pa res, da se do zdaj nek postopek zares ni uvedel že 10 let. Tako da, ali imamo več vprašanje, ali imamo ustrezno zakonodajo. Zakonodaja je podobna kot v drugih državah, nismo nekaj čisto specialnega in v drugih državah funkcionira. Vsaj pri tem, da se ugašajo te strani tako naprej in dejansko je treba poskusiti s kakim sodnim postopkom in videti, ali so kakšne prepreke v sami zakonodaji. Mislimo pa, da je možno. Jaz bi sam nekaj povedal na konkretnem primeru, ker aktualno še Jugoslavija se zdi, ali pa začetek Slovenije, ki zakon je bil še sprejet, se pravi še Jugoslavija, in takrat je Microsoft nekaj začel prihajati sem v Slovenijo. Ne? In jaz sem bil, smo bili trije, ki smo vložili prvo tožbo pred takemu sajtu, ki so to delili računalniške programe. In država nas je absolutno podprla, šlo skozi tu, funi tipi so bili obsojeni takoj. Zato, ker so računalniški programi del gospodarstva. Tako, če je ta interes tudi strani države, koliko sem prej rekel, če država to sploh čaka, to je po gospodarstvu računalniški programi, tu, tako je šla stran dol, niso bili oni kaznovani. Tako da tukaj zakonsko ni nobenega problema, stane že moja 25 let. Bolj izvajanje zakona, ampak to je stvar, seveda, kot sem prej povedal, sistemske rešitve. To mora vedeti vsak segment pri, ali je to kazenski pregon, ali kakršnega drugega, mora vsak segment dati neko energijo v to in pač najti rešitev. V bistvu mislimo pa, da je vse lahko na drugačen način. Italija ima poseben administrativni postopek, ki je izkazal se zelo uspešen. Pri teh ne, da v bistvu zapira mlade ljudi, ki dejansko so vpeti v to zgodovino, ki je zdaj nastala in niso ta problem. Problem so ti posredniki, kot je prej, mislim, da kolega Nikola omenil, ki dejansko služijo na ta račun. In na ta način se z administrativnimi te postopki Italijani dobro soočajo in dejansko ugašajo te spletne strani oziroma najdejo lastnike in tako dalje. Se ne napada uporabnikov, se uporabnike vzgaja. Je pa res, da je neka stvar, da ta uporabnik, recimo, ki nalaga 3000 tera vsebin na eno spletno stran, ne verjamem, da nima kjer tega. To je pač tako, se mi zdi, da so to nekako povezani, s tem ne gre drugače. Še kakšno? To je zdaj formalni del, mogoče kdo špara kakšno bolj provokativno vprašanje za neformalni del, ki se bo takoj, ko tukaj končamo, preselil v kavarno Sem, tako da, če mogoče bi kdo tam rad, pol še koga pocukaj za rokav, pa kaj vprašal, ker ne upa zdaj tle vprašati, lahko to naredi tam, ampak mogoče pa vse ne vprašati tle, da bomo vsi slišali, tako da, če še koga kaj zanima. Izvoli. Bi se priključil kolegi Miha, pa tudi jaz, ko sem začel z delovnimi mesti, bi rad tole povezal tudi v ene stvari, ki jih prepoznavam v izjavah odločevalcev ali pa predstavnikov državnih organov.
Gospod Grošelj je prej omenil patent pa piratizacijo nekih končnih izdelkov, ponaredki in podobno. Jaz, torej mogoče odgovor na vprašanje, kje se zgodba začne. Jaz smatram tole srečanje kot prvega v verigi dogodkov, ki bo pomagal razumeti to, da razstava oziroma dogodek v Bistri, super, torej jaz sem prvič danes slišal zanj sicer, zdi se mi fajn, ampak če tole, kar smo prej videli na ekranu, ni del iste zgodbe za torej ta sistem, v katerem živimo, potem zgubljamo, po mojem, ključno perspektivo. Patent je kralj izumov, domnevam tudi pri Uradu za intelektualno lastnino, pod njim je pa cela veriga, ki tam na dnu nekje pa zadeva unega prej opisanega ubogega umetnika, ki sredi noči nekaj ustvarja. Bojim se, da brez sistemskega dojemanja, da gre tukaj za kreativno skupnost nekih ljudi, ki so malo drugačni od ostalih, potem tudi patenta kot kralja intelektualne lastnine ni za pričakovati, oziroma je za pričakovati, da bodo izumitelji iz takega okolja bežali v okolje, ki je temu mogoče malo bolj naklonjeno. Hvala. Neka debata se že razvija, to je ta debata, ki jo pač podpiramo in jo želimo, da se kmalu predstavi tja v sejem. Če pa ima kdo še prav direkt kakšno vprašanje, pa je zdaj vaša zadnja možnost, potem pa se bomo res počasi preselili. Tako da, ne? Torej, hvala lepa vsem, hvala lepa združenju, hvala lepa predstavnikom, hvala lepa ministrstvu za gostoljubje, hvala lepa Maji, da je prišla iz Hrvaške povedati, kako to delajo dobro. Tako da hvala Ursilu, pišite dobro, pa se vidimo v sejmu.